Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v šesti čut. V tej epizodi Tinkara Kovač, v bistvu nimam besed, neverjetni šarlatanus Maximus in Gorazd Žilovec. Tam je sam hudič. Naša predstavnica na Eurosongu 2014 je bila simpatična Tinkara Kovač. Obiskal sem jo v studiu RSL v Novem mestu, kjer so nastajale 3 nove pesmi. Zdaj smo v studiu in lahko kaj o tem poveš? Je to, to so nove inspiracije ali je to že dalj časa čakalo na pravi trenutek? Ja, eno in drugo. Kar se tiče pravega trenutka, se je to kuhalo kar nekaj časa in prva iskrica se je vnela na Danskem in sicer z ekipo RSL Studia, v katerem zdaj smo. Zato je potem padla odločitev, da ko smo še vroči, ko je ekipa med sabo še povezana, da gremo takoj v studio. Na Eurosong zdaj, ko pomisliš nazaj, gledaš s kakšnimi občutki, je to kot, verjamem, da ti je bil velik izziv v tvoji karieri, ampak gledaš kot mogoče na zaključek enega prvega obdobja, morda kot nek vrhunec, delni vrhunec ali pa... Sigurno je en prelom in to zato, mogoče niti ne kot zaključek nečesa, ampak kot začetek nečesa novega. In to zato, ker zdaj odhajamo v še druge države, kjer bomo imeli koncerte. In definitivno je bila odskočna deska za to Eurosong, velika vitrina, predvsem pa mogoče tisto, kar je mene osebno najbolj razveselilo, da sem po vrnitvi v Slovenijo slišala, da je spremljala 1/4 Slovenije, tisti finale, v katerega sem se uvrstila v predfinalu. Tako da za nas mogoče zelo drugače v primerjavi z drugimi glasbeniki, ki so tam sodelovali iz drugih držav, ko smo se uvrstili v finale, smo bili zelo sproščeni. Za njih se je pa takrat šele začelo. Tako da zelo sem vesela, da so navijali predvsem doma zame in bili ponosni in zadovoljni, vsaj to, kar prihaja do mene, te informacije, da smo jih lepo predstavili. Ja, zagotovo. Tudi iskrene čestitke z moje strani še enkrat za to. Vidiš, jaz sem bila tudi ene posebne vrste čarovnik. Tako so mi rekli, da sem v bistvu čarala s tisto flavto. Ja, se res prav ena taka tudi lepa simbolika v tem. In pravzaprav sem te eno darilce prinesel. Skrinja, poklad. Ja, noter je eno, sicer je zdaj še skrivnost, kaj je noter, ampak je eno darilce, ta je zate, pa če lahko malo tako še pridržiš. Me zanima, Tinkara, verjameš v šesti čut? Ja, verjamem. V glasbi pride velikokrat prav. Glej, naredimo en eksperiment. Tukaj imam komplet kart, verjetno kaj igraš kaj karte s prijatelji? Ni dosti časa za... Ni dosti časa, ne? Z Nonotom in Nono, ko sem bila majhna. Aha, torej, ampak karte poznaš drugače. Lahko malo premešaš, prosim, sem toliko, da ne boš rekla, da sem karkoli prištimal naprej. Odlično. Zdaj, če še enkrat ti pokažem, da so karte so tako, vidiš, so vse različne. Tudi, da še naša kamera kaj ujame, da ne bo, ker bi bilo malo čudno, če bi rekli, da so vse enake. Tako da 52 različnih kart. Eno boš izbrala, pač po svojem občutku, jaz bom takole spustim in kjerkoli želiš, vmes reči stop. Stop. Tukaj, ali greva naprej? Ne. Ok, izberi karto, pokaži jo še naši kameri tudi. Ok. Zdaj, če je vse po sreči, je eno darilce tukaj noter zate. Mislim, da je pravi trenutek, da pogledaš, kaj je noter. Da vidim. Aha. Balon. Ja, v tem balonu se sicer skriva moje darilo, ampak
pa ena majhna karta. Ne mi reči. Ne moram verjeti. Srček. Ja, ma bravo. Le to. Mislim, da si imela ti dober občutek, katero pravo karto za srce, lepa Ja, dva ali pa srca, ti zelo že lepa karta. prej, katero bom izbrala. Malo šestega čuta je tukaj pomagalo, moram Okej, priznati. super. Ampak darilce sem ti pa prinesel. Bom naprej napihnil. Tako, še malo, ker je kar velik balon. Bi moral dati meni, ki imam izkušnje. Sam res, gledaj pa res. Dihanje v hlac. Ti bi po moje naredila tako z eno sapo, Z eno bi lepo. sapo, normalno, ne vem, kaj to zdaj toliko traja. Mislim, da bi to bilo v redu. Mora biti dovolj velik balonček, zato da gre tole darilo vanga. Tako. A v redu? Ja. Tako zgleda zelo lahko, ne? Lahko še samo poskusiš še enkrat tako v zrak? Ja, pač Je, balon. ne? Ja. Super. Neki- Zdaj pač, da boste s svojim bendom dobro posneli in da boste tudi znali prav proslaviti vaše uspehe. Imam eno malce darilo, pa pogledava, kaj se skriva v tem balonu. Wow, kje je bend? Malo šampanjca, pa Super. lepo proslavite vaše uspehe, to je Wow, hvala. ena majhna pozornost. Hvala, na zdravje. V bistvu nimam besed. Verjamem v šesti čut, ampak včasih so recimo, ne vem, naše ugotovitve, ko gremo skozi vsak dan, take bolj splošne ali subjektivne, abstraktne. Tukaj se je pa zgodilo nekaj zelo konkretnega in sem bila res zelo presenečena. Še zdaj malo v šoku. Tudi zaradi obiska čarodeja verjamem, da bodo skladbe še boljše, kot bi bile sicer. Evo, še enkrat na zdravje. Bivši kazino v centru Maribora je danes salon uporabnih umetnosti. Na pogovor sem povabil dramskega in filmskega igralca Gorazda Žilovca ter ga preizkusil v igri na srečo. Za začetek sem preizkusil, ali lahko uganem njegovo srečno številko. Mi lahko kažeš, prosim? Ti bom jaz pokazal svojo srečno številko, ti mi pa 16 je tvoja srečna številka? Ja. Moja tudi. Glej. Si videl, ne? V bistvu je... očitno imamo nekaj skupnega, pa sploh ne veva, no. Ok. Ampak dajmo poskusiti še nekaj drugega. Namreč pri igri na srečo je vedno vpleten denar. Ja. Zdaj, jaz sem te prosil danes, ker je pač specifična situacija, sem te prosil, da prineseš s seboj denar. Ja. Ne? Torej vsaj neka vrednost, da je, da ni... Dobro. Da imaš si prinesel, ja, banko je za 100 evrov, super. Se vidi, umetnik,
Ja, na 2 obroka sem ga vzel, veš. Si ga vzel na 2 obroka. Pod banka je rekla, dobro, samo do 4 ga prinesi nazaj, tako da moramo biti hitra. Tukaj imam 5 kuvert. Dobro. In boš igral eno tako igro na srečo in da vidim, kako ti bo šlo. Namreč, jaz sem v vsako od kuvert dal list papirja v približni velikosti tvojega bankovca za 100 evrov. Dobro. Ja? Kar je zrezka iz časopisa, ampak ideja je ta, torej ne vidi se skozi, in ideja je ta, da tudi, če bi na dotik poskusil, ne bi mogel vedeti, v kateri kuverti je bankovec in v kateri je papir. Torej, vsaka od kuvert ima papir. Zdaj, kar je pa pomembno pri tem, je pa to, da ti ne veš, katere številka je na kateri kuverti. Tako da bomo jih malo premešala in tudi ti jih boš premešal. In jaz te prosim, tako, ker sam jih malo premešaš še, lahko potrdiš, da so to navadne kuverte, da niso kakorkoli označene. Joj, sem pa videl. Poskusi tako, ja, ni problem, ne smeš videti števila na kuverti, to je bistveno. In se čisto po občutku za eno kuverto odloči. In zdaj res je fajn, da ne vidiš, zato je najboljš, da daš roko gor, vzameš ven papir in daš bankovec v to kuverto, ki si jo izbral. Ne pogledaš števila gor, papir lahko daš ven. Tega v bistvu več ne rabimo, pazi res, ne razkri števila. Tako. Tako pa še enkrat vse premešaj. Zdaj, jaz bom tudi gledal stran, takole, najboljše da zdaj, da obrneš vse kuverte, pazi, da ne vidiš, v kateri je bankovec, kar obrni jih navzgor. Ok, je fair? Jaz se nisem dotikal, ti si premešal kuverte, eno si izbral po naključju. In ne vem, v katero sem dal. In ne veš, v katero si dal. In tudi, če bi na dotik nisi mogel vedeti, kje je bankovec, kje je denar, kje je papir. Ne. In 5 različnih možnosti. Ena od kuvert ima tvoj bankovec za 100 evrov. 4 kuverte imajo papir. Ja. Zdaj bomo se pa igrala igro izločanja. Namreč izločala bova eno po eno kuverto. Ja. In če ti bo na koncu ostala kuverta s tvojim bankovcem, ga dobim nazaj. Ga dobiš nazaj. 20% možnosti imam torej. Točno 20% možnosti. In upam, da je danes sreča na tvoji strani. V bistvu igra je zelo preprosta. Vsak od naju bo povedal recimo 2 števili in nasprotnik eno izloči. Naprimer, jaz ti povem 4 pa 5, ko sta tu pri meni 4 pa 5, katero želiš, da izločiva. Ok, se odločim. Dobro. Ker povej, katero želiš, 4 ali 5? 5 ne ostane, 4 izločiva. 4 izločiva? 4 izločiva. Ok. Ampak edini problem pri celi zgodbi. Sem vedel, da je nekaj. Zdaj si več ne morem premisliti, ne? Ne. Daj, imaš ti si na vrsti, povej mi 2. Ja. Pa bom jaz eno izločil. Med 1 pa med 3 se odloči. Med 1 pa med 3. Veš kaj, v bistvu jaz sploh nočem odgovornosti tu prevzemati. Povej ti, ali bomo enko izločili ali trojko. Ne, ti se odloči. Jaz se moram? Ja. Dajmo reči enko. Me spominja na osnovno šolo. Dobro, ja. Zdaj si ti kriv. Ne, ti si kriv, ker sem ti dal možnost, da ti poveš. Ampak dajmo reči, vse se je rumen plamena. Veš, zadnjič sem delal to čarovnijo, pa sem ugotovil, da denar gori z modrim plamenom. Res? Sem tiste bilo 200 evrov. Z stotkama pa zelenega največ. Upajmo, da ne zvema, no danes. Ampak se mi zdi, da je časopis. Mislim, da... Upam, da ne res. Da je 5 izloči. To ti tudi na osnovno šolo spominja tebe? Ne, to me spominja na hčerkine pa na sinove ocene. Moram povedati, sta ful pridna zaenkrat. Čestitam. Sigurno sta po očetu, ne?
Ja, ali pa po poštarju najbolj. Kaj jaz vem. Jaz petk nisem glih tako strašno imel. Bolj tako zlata sredina. Časopis. Mislim. Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da če nama res da je šlo vse po sreči in čeprav naključno izločava te števila, sta ostala dvojka in trojka, to pomeni, da so tvoje možnosti, da dobiš svoj denar nazaj, naenkrat narasle na 50%. Dobro. 50-50. Pa dajva, glede na to, da si ti na vrsti, dajva tokrat narediti malo drugače in ne bova tokrat naredila tako, da boš zaprl oči in se boš za eno število odločil. Ker zapri oči, vidiš pred seboj trojko in vidiš pred seboj dvojko. In za eno število je izginila in samo eno je ostalo in to bo tvoja kuverta, ker odpri oči in jo vzem roke, prosim, zdaj. To zdaj rešujem. Vzem. Mislim, da je najboljše, da zadnjo kuverto zažgeš sam. Samo da sem jaz skril, ha? Ja. Mislim, da je to najbolj fair. 1:5, ti si prinesel bankovec, Ja. 20% si imel, mislim, da so naraščale tvoje možnosti, ampak Čakajte. če je v dvojki tvoj bankovec, je to tvoj srečen dan. Dobim in bankovec in kuverto. Tako. To se bo splača. Pa mislim, upam, da bo tudi žena doma vesela, če boš prinesel bankovec Kuverto, nazaj. ja, bankovec, ja. Tako da dobiš še mogoče kaj drugega, mogoče večerjo. Mislim, da je trenutek resnice prišel, tako da kar poglej, kaj je noter. Dvojka. Ne morem verjeti. Je, Ej, Sebastian, ne vem, kako samo hvaliti. tebi tudi. Veš kaj? Čakaj, jaz sem bil vzem preblisk. Vzemi tvoj denar, da ga malo pogledaj. Zakaj ima zdaj 200 napisano? Ja? Še kar 100, ne? Ampak ima pa poleg stotke še neka druga števila so gor, ne? So serijska številka, ali kaj? Ja. Je res. Ok. Daj poglej si dobro to serijsko številko. Mislim, da ena črka, potem je pa kar en kup enih števil, je res? Ja. Daj si zberi na to 11. 11 števil je. 11 Pa števil. ena črka. Pa črka, ja. Ok, daj poglej črko, ne mi povedati, ampak poglej jo dobro. Ok. Je to kot S? To se imel... Ja. Je S kot Ja. Sam Sebastian, ne? Ja. Ne, res S je. To, S je, ja. Pol pa ena, daj poglej število dalje, mislim, da je S... S... 11 števil. A je dvojka morda? Zdaj prva. Ja, Naslednja. naslednja. Ja. Je res? Ja. Pol pa je petka? Ja. Daj poglej naslednjo. Ja. A je osemka? Ja. Ok. S, torej imamo 2, 5 pa 8, potem je pa, meni se zdi, da je 3, Je. pa 5, Je. enka. Ja. Tako si sledijo. Ja. 2, Pol je pa- 5, 8, Je res? 3, 5, 1, ja. Potem pa je še, da poglej naslednjo, prosim, to je potem 9, Ja. 8, Ja. 6, Ja. 1, Ja. 4. Kak? S, Ja, ja. Čakaj, S2, 5, 8, Ja. čakaj, S2, 5, 8 smo imeli, 3, 5, 1, 9, 8, 6, 1, 4. Ja. Serijska številka na tvojem denarju. Ja. Kaj je to? Dragi gledalci, sam Sebastian je neverjeten. Ne? On ni sam Sebastian, je sam hudič. Iz 16,7% možnosti smo prišli na 100%, polih je pa 11 cifer pa črko zadev. Jaz se počutim, ko da bi z Marsa padel, nič mi ni jasno, samo Sebastian je car.